Lep pozdrav vsem. Jaz sem Gregor Žvelc, delam v zasebni praksi na inštitutu IPSA, drugače pa delam kot predavatelj, profesor na oddelku za psihologijo v Ljubljani in oddelku za psihologijo v Kopru. Začeli bomo s tem, kaj je sploh psihoterapija. Psihoterapija, tukaj imam eno definicijo, ker piše, da je psihoterapija namerna uporaba kliničnih metod in medosebnih značilnosti, ki slonijo na uveljavljenih psiholoških principih z namenom spremeniti klientovo vedenje, kognicije, emocije in ali druge osebnostne značilnosti v smeri, ki so klientu zaželene. Kaj to pomeni? Se pravi, psihoterapija temelji na znanstvenih psiholoških principih, v primerjavi mogoče s kakšnimi drugimi oblikami terapije, ki nimajo te podlage. Obenem vidimo iz te definicije, da je zelo pomemben terapevtski odnos in različne metode in tehnike, ki se uporabljajo v terapiji, z namenom spremembe v mišljenju, čustvih, vedenju in osebnostnih značilnostih klientov. Prvič pri psihoterapevtu. Pomislite, da greste prvič k psihoterapevtu. Kako bi ga poiskali? Na kakšne načine? Kakšna pričakovanja bi imeli? Kaj bi si želeli spremeniti v psihoterapiji? Kako si predstavljate, da psihoterapija poteka? Na nekaj od teh vprašanj bomo skušali odgovoriti danes v tem predavanju. Najprej v bistvu, kje sploh najde psihoterapevta, kako pride do njega. In psihoterapija v zdravstvenem sistemu izvajajo klinični psihologi in specialisti psihiatrije, ki so se usposabljali iz psihoterapije. Se pravi, v okviru zdravstvenega sistema, naprimer, je zelo dober, naprimer, če ste že obravnavani medikamentozno, pa če si želite psihoterapije, da to eksplicitno izraste vašo željo, da boste potem prišli do ustreznega strokovnjaka. Je pa res, da je v bistvu v zdravstvenem sistemu dokaj težko priti do terapevtov, ker so čakalne vrste dokaj dolge. Se pravi, lahko traja kar nekaj časa, preden bomo naročeni. Vendar vseeno, se pravi, je fajn direktno izraziti to željo, potrebo za obravnavo psihoterapevtsko. Ravno v bistvu zaradi teh dolgih vrst čakalnih veliko klientov išče terapijo, se pravi, izven zdravstvenega sistema. Zdaj, tukaj je pa še večji problem, kako najdete v bistvu psihoterapevta. Tako da fajn se pozanimati v bistvu, kakšno usposobljenost in izobrazbo imajo psihoterapevti. In v Sloveniji, se pravi, trenutno še ni zakona o psihoterapiji, na tem se dela in upam, da bo ratal nekak dober zakon kmalu. Tako da trenutno v bistvu so različna psihoterapevtska združenja, ki zaenkrat regulirajo to področje. Naprimer, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo podeljuje slovenski certifikat za psihoterapijo, potem imamo Združenje psihoterapevtov Slovenije in tudi združenja posameznih pristopov, naprimer Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, Društvo za transajtsko analizo, za psihoanalitično terapijo, se pravi veliko teh različnih društev, ki pa imajo svoje registre terapevtov, se pravi, kjer piše, ali so ti terapevti zaključili usposabljanje v skladu v bistvu s temi smernicami. Tako da fajn si je preden gremo k terapevtu, malo pozanimati, ali je ta oseba opravila usposabljanje, ali mogoče v bistvu se samo vklicala za terapevta. Se pravi, to je lahko problem v Sloveniji, da mogoče nekdo, ki se ukvarja z neko alternativo, napiše, da dela terapijo, pa mogoče sploh ni bil v nobenem usposabljanju. Zdaj, oblike psihoterapije ločimo dolgotrajne in kratkotrajne terapije. Se pravi, terapija je lahko kratka, lahko je to 15 srečanj, 10 do 15 srečanj, lahko pa traja več let, 2 do 5 let, do 7 let. In to je vse odvisno od ciljev terapije in seveda tudi od želja klientov, kaj želijo. In ponavadi dolgotrajne terapije se usmerjajo na
bolj globinsko spremembo, se pravi na delo na vzrokih za simptome, medtem ko so bolj kratkotrajne, usmerjene predvsem bolj na spopadanje z različnimi simptomi, kot je anksioznost, depresivnost. Ne. Glede na število oseb, se pravi, tudi ko se odločate za terapevta, ali boste šli vi sami v terapijo, ali mogoče bo šlo za terapijo, partnersko terapijo, zakonsko terapijo, ne, ker včasih so glavni problemi v partnerskem odnosu, zakonskem odnosu, ne, in zaradi tega je posameznik ves čas anksiozen, pod stresom, ker vsakeč, ko pride domov, se ves čas skregata s partnerjem, ne. In partnerska terapija pomaga to razrešiti, se pravi, to dinamiko. Lahko se boste odločili za družinsko terapijo, ne. V primeru, dostikrat v bistvu starši pošljajo otroka k psihoterapevtu, dajte ga rešiti, dajte v bistvu rešiti njegove probleme, ampak dostikrat je v bistvu otrok nosilec problema celotne družine. Ne, spomnim se enega primera ene klientke, ki je imela motnje hranjenja, in ona je rekla, če se jaz pozdravim, se moja starša ločita. Ne, zdaj, ko sem bolna, ko imam te težave, sta oba zelo združena v tej pomoči meni, sta tam zame, se ukvarjata z mano. Zdaj, če vzdravam, bosta šla ona dva narazen. Se pravi, je simptom igral eno pomembno funkcijo v celem družinskem sistemu. In seveda imamo skupinsko psihoterapijo, ne, kjer je pa prednost to, da lahko dobimo občutek, da nismo sami s svojimi problemi in težavami. Včasih klienti direktno rečejo, jaz bi pa rad, da sem še z drugimi, ki so doživeli nekaj podobnega, ne, da nisem sam, ne, naprimer s to zlorabo, ki sem jo doživel v otroštvu, da so tudi drugi ljudje tam, ki so doživeli nekaj podobnega. Obenem skupinska terapija omogoča, da dobimo feedback, se pravi tudi od ostalih članov skupine in vidimo, kako se drugi člani spopadajo s podobnimi težavami in problemi. Tako da včasih tudi mi kot klienti ne bomo vedeli v bistvu, kaj je najbolj za nas, zato nam bo tudi terapevt pomagal najti najbolj ustrezno obliko za nas. Zdaj glavni psihoterapevtski pristopi. Zdaj verjetno ste slišali, da obstaja več različnih psihoterapevtskih pristopov in v poplavi teh pristopov se včasih težko znajdemo. Ampak nekako glavni pristopi spadajo v tele skupine, to je psihoanalitični, kognitivno-vedenjski pristopi, esencialno-humanistični pristopi, sistemski in integrativni pristopi v psihoterapiji. In v okviru teh skupin spadajo tudi različne terapevtske šole, naprimer, mogoče ste slišali že za gestalt terapijo, transakcijsko analizo, logoterapijo, naprimer te pristopi spadajo v humanistične pristope. Ne. Različne oblike družinske terapije, naprimer v okviru sistemske terapije in tako naprej. Mogoče samo par idej in razlik med temi pristopi. Ne. Psihoanalitične terapije se usmerjajo na same vzroke simptomov, ki ležijo v našem nezavednem. Se pravi, če imamo neko anksiozno motnjo, depresivnost in tako naprej, bomo v psihoanalitičnih terapijah iskali, kaj je v ozadju teh problemov, ne, kaj je v ozadju teh simptomov, kaj so korenine teh problemov. In ponavadi so ti, kako bi rekel, ti vzroki najdeni v zgodnjem otroštvu, v zgodnjih izkušnjah v otroštvu. In cilj je nekako predelava teh izkušenj in dobiti uvid, kako se ti simptomi, ki jih imamo, povezujejo s temi izkušnjami od prej, kaj je dejansko v ozadju problema. Tako da so psihoanalitične terapije bolj dolgotrajne, bolj globinske, ker v bistvu želijo na nek način se osredotočiti na same izvor problema. V nasprotju s tem, naprimer, so vedenjske in kognitivne terapije, ne, ki so ponavadi krajše, usmerjene bolj na sedanjost, na sedanje probleme, ki pa izhajajo iz tega, da so problemi, simptomi posledica nekih negativnih avtomatskih misli oziroma prepričanj ali pa nefunkcionalnih vedenjskih vzorcev. Naprimer, če pomislimo na eno klientko, ki jo imam v mislih, ki je imela socialno fobijo, se pravi, zelo se izogibala drugih stikov z ljudmi, ona je imela ves čas misli, da jo drugi čuden gledajo,
da si mislijo, da je čudna, da je nenormalna, ona se je veliko potila in ves čas je imela občutek, da jo vsi gledajo in si mislijo nekaj slabega o njej. Ne? In te misli, ki jih je imela, so vplivale na njeno anksioznost in jo učevale, se pravi, je bila zaradi tega zelo anksiozna. In cilj v bistvu terapije je bil dejansko videti, da to ni čisto realno, ne? Da to ni res, da jo vsi zdaj gledajo in si mislijo nekaj čudenega, da dosti ljudi niti ne opaz, da se poti, ne? Sploh ne delač. Ne? Tako da cilj je sprememba vedenja in mišljenja. Naprimer, ona se je zelo izogibala velikim situacijam, ni šla naprimer v družbo, v lokale, celo z avtobusom se ni upala peljati, ker je imela skozi občutek, drugi me gledajo in se nekaj slabega mislijo o meni. In en del terapije je bil usmerjen, se pravi, v vedenjsko spremembo, da je šla v situacije, ki si jih je prej izogibala in zdržala z njimi. Obenem pa imamo še tretjo glavno skupino, to pa so humanistični psihoterapevtski pristopi, kjer pa v bistvu izhajajo iz tega, da so dostikrat simptomi in problemi povezani s tem, da ne živimo svojega življenja, da nismo avtentični v stiku sami sabo, ne? In da mogoče živimo življenje nekoga drugega, mogoče staršev, ki v bistvu so polagali neka pričakovanja na nas. Ne? Spomnim se ene klientke, ki je nekako v zadnjem letniku medicine ugotovila, da dejansko si ne želi tega študirati, da so bile to v bistvu želje staršev, vsi v družini so bili nekako zdravniki in na nek način je že od mehkega bila zelo prilagodljiva, hotela vsem ustreči, potem pa v bistvu je postala konec tam enem 4. letniku v bistvu depresivna, izgubila je smisel in začela spoznavati, da mogoče je veliko življenja preživela v ugajanju drugim in da ni živela svojega življenja. Tako da v bistvu te vrste terapij, naprimer, eden izmed ciljev je ugotoviti, kaj v resnici želimo, kdo v resnici smo, se pravi, najti stik s sabo, najti smisel, stik z vrednotami in osvoboditi proces osebnostne rasti. Ne? Tako da tukaj noter spada zelo velika paleta terapij, kot je logoterapija, transakcijsko-analitična terapija, gestalt terapija in tako naprej. Zdaj, v zadnjem času je vse bolj porastu integrativni pristopi, ki izhajajo iz tega, da je fajn gledati na človeka kot celoto in upoštevati vse te različne dimenzije. Ne? Tako kognitivno dimenzijo, vedenjsko, čustveno dimenzijo, telo, biti pozoren na medosebne odnose, na duhovno dimenzijo in upoštevati tudi socialno-kulturno dimenzijo in okolje. Se pravi, da integrativni pristopi v bistvu integrirajo spoznanja teh različnih smeri in skušajo v bistvu delovati celostno pri posamezniku. Zdaj, morda pa ste že slišali za kakšne bolj novejše oblike terapije, ki so v zadnjem času aktualne. Koliko ste že slišali za EMDR mogoče? Okay. Se pravi, EMDR je ena relativno novejših oblik terapije, ki je nekako dokazano uspešna za zdravljenje posttravmatske stresne motnje. Pomeni zato, ker je mogoče malo nenavadna, ker ponavadi govorimo, da je bistvo terapije pogovor, tukaj se pa uporabljajo očesni gibi za predelavo travmatskih dogodkov v preteklosti. Ne? Se pravi, ta terapija malo odstopa od teh običajnih. Verjetno ste tudi slišali za čuječnost. Koliko ste slišali za čuječnost? Ja? Se pravi, zelo veliko. In tukaj poznamo na čuječnosti temelječo kognitivno terapijo, ki je zlasti uspešna pri preventivi pojavljanja depresivnih epizod. Se pravi, posamezniki, ki so imeli depresijo, ne, in se ta depresija ponavlja, jim ta terapija omogoči, da zavzamejo nek drug pogled na svoje misli. Ne. Vemo, da na čuječnosti temelječi pristopi skušajo v bistvu ne spreminjati naših misli, ampak jih enostavno pustimo, da so, jih opazujemo in pustimo, da grejo, brez da bi jih skušali karkoli narediti z njimi. Se pravi, gre za pristope, ki dejansko integrirajo tudi različne meditativne vaje
ki originalno izhajajo dejansko tudi iz vzhodnih tradicij. Omenil bi tudi terapijo sprejemanja in predanosti, tudi ena novejših oblik, ki v bistvu v Slovenijo šele prihaja v zadnjem času, ki se pa tudi usmerja na to, da se ne borimo s svojimi simptomi. Ker dostikrat, ko imamo anksioznost, tesnobo, razvijamo eno borbo samim sabo, ne smem čutiti tesnobe, ne smem biti s tem. Ta terapija pa deluje na tem, da enostavno sprejmemo to, kar je, da smo lahko s temi občutki in čustvi, hkrati pa gremo v smeri, ki je za nas pomembna, se pravi, da sledimo svojim vrednotam in ciljem in da nismo ujeti v konstantno borbo s svojimi simptomi. In na sočutje usmerjena terapija, sočutje je tudi eden od vidikov, ki je zelo pomemben, da namesto, naprimer pri depresiji, bomo dostikrat najdeli zelo veliko samokritike, samoponiževanja, oseba se bo ves čas krivila, zakaj sem to naredila, zakaj sem se ločila. Mi pa tukaj načrtno gojimo sočutje do sebe, da spoznamo, da nisem edini, ki se mu je to zgodil, da razvijamo prijaznost in ljubezen do sebe. Tako je tudi ena od novejših oblik terapije. Kaj lahko pričakujem v terapiji? Sploh v prvih srečanjih in potem tudi kasneje. Prva stvar je empatičen in spoštljiv odnos. In ta odnosna komponenta terapije je zelo pomembna. Se pravi, da imamo tam nekoga, ki nas skuša razumeti, ki je empatičen, razumevajoč. Obenem se terapija usmerja na vse te tri dimenzije, na sedanjost, prihodnost in preteklost. In na začetku bo zlasti terapevta zanimalo, kaj je klienta pripeljalo na terapijo, kakšne težave ima zdaj v svojem življenju in potem, kaj bi želel spremeniti, se pravi, kaj so njegova upanja, cilji, hrepenenja, to je prihodnost. Obenem se po terapiji seveda ukvarjamo tudi s tem, kako pa so pretekle izkušnje nas oblikovale in kako smo razvili določene težave in probleme, se pravi, tudi fokus je tudi na preteklosti. Obenem terapevt ni samo to, da bi samo bil empatičen in poslušal in povpraševal, ampak uporablja tudi različne tehnike v terapiji. Naprimer, v kognitivni terapiji bo nekako klienta vabil, da bo opazoval svoje misli, da bo postal bolj zavesten svojih misli. In da bo mogoče ugotovil, da določene misli niso glih realne, ampak so disfunkcionalne in da jih bo lahko spremenil. Lahko bo uporabil interpretacijo, naprimer v analitski terapiji, kar pomeni, da bo določene probleme klienta povezal z določenimi vsebinami, mogoče z preteklosti. Če pomislimo na klienta, ki v bistvu ga je zelo strah avtoritet, se pravi, in pred avtoritetami komaj, ki spravi sebe, komaj govori, zelo postane prestrašen. Mogoče bo ugotovil, se pravi na podlagi terapije, da ta strah izhaja iz njegovega strahu pred očetom, ki bo zelo strog in kritizirajoč. In terapevt mu to lahko pomaga prek interpretacije uvideti. Lahko se usmerjamo na čustva, da bo terapevt rekel, ok, samo zavedaj se, kaj zdaj čutiš v tem trenutku, kje to čutiš v telesu. Ali pa da bo spodbujal, da pridemo v stik, naprimer, s svojimi avtentičnimi čustvi. Obenem pa v določenih terapijah, se pravi, terapevti tudi dajo domače naloge, naprimer v vedenjski terapiji. To pomeni, da bo se terapija nadaljevala tudi doma, da bo naprimer klient zapisoval naprimer svoje avtomatske misli. Ali pa mogoče, da bo prvič v življenju se postavil zase, rekel ne, kakšni zahtevi doma. Zdaj pa naslednji mit, se pravi, vsi psihoterapevti so šarlatani, ki jim gre samo za denar. Zdaj veliko slišimo nekako v zadnjem času v medijih, se pravi, terapevti so šarlatani in tako naprej. In seveda obstaja možnost, da določeni ljudje se predstavljajo kot terapevte in niso ustrezno izobraženi. Ampak terapevti, ki pa so zaključili izobraževanje, so pa zaključili dolgotrajen in zelo zahteven proces.
terapevt se ne postane na podlagi, 3 delavnic, ki greš dela za osebnostno rast, ne? Ali pa gremo osebno terapijo in smo že terapevti in tako naprej. Ampak v bistvu to, kar zahteva najmanj 4 leta usposabljanja iz neke terapevtske modalitete. Ne? Potrebno je tudi iti čez proces lastne terapije, se pravi, da terapevti grejo k svojemu terapevtu, kjer delajo na svojih vsebinah. Ne? In to je zelo pomembno, zaradi tega, ker na ta način tudi lažje razumemo kliente, če smo mi šli čez ta proces. Ne? Tudi na podlagi tega se učimo, kako delati terapijo. Obenem rabimo imeti tudi nadzor, supervizijo svojega dela. Se pravi, ko delamo s klienti, je zadaj ponovadi še en tretji, ki nam pomaga razumeti, kaj se dogaja s klientom, ne? Ki na nek način spremlja to, da je delo etično, odgovorno, ki na nek način tudi skrbi za terapevta v smislu njegovih stisk, ki jih doživlja, se pravi, s svojimi klienti. Še en mit. Se pravi, bolje ti bo, če se sam potrudiš in s pozitivno usmerjenostjo rešiš težave. Se pravi, kar veliko ljudi, ki imajo že resne težave, nekako si rečejo, a se bo, ne? Samo pozitivno moram misliti, pa bo in bo vse rešeno. Seveda delno ta kmečka pamet deluje na nek način. Pozitivna usmerjenost je zelo pomembna v življenju. Vendar na nek način, če imamo težave, če imamo probleme, zakaj ne bi poiskali pomoči, ker raziskave kažejo, da klienti, ki so v terapiji, so na boljšem kot 79% ostalih, ki niso v terapiji. Glejte, tam do 70 let, ostalih, ki imajo podobne težave. Ja, podobne težave, v tem smislu, absolutno. Tako da včasih se ni verjelo v to, da terapija učinkuje, da pomaga. Ne? Še tam do začetka 70 let, ne, so mislili, terapija samo služi denar in to ni efektivno in tako naprej. Danes pa obstaja ogromno število metaanaliz raziskav učinkovitosti terapije, ki potrjujejo, da je to uspešna in učinkovita intervencija za mnoge psihične težave. In ne samo, mogoče še to, da za psihoterapijo se ne odločajo samo tisti, ki imajo zdaj klinične motnje, težave, ampak ljudje, ki se znajdejo v vsakdanjih stiskah, povezani z nekimi dogodki, ki so se zgodili. Mogoče se kdo odloči za terapijo, ker želi v bistvu nek proces osebnostne rasti, razvoja, tako da v bistvu pokrije psihoterapija tako tiste, ki želijo si neke osebnostne spremembe kot zdravljenje duševnih motenj. Kaj pa to, ne? Se pravi, prej sem omenil, da obstaja več teh različnih smeri. In dostikrat je bilo tako, da je vsaka smer zase rekla, mi smo najboljši, ne, ostale terapije pa niso toliko dobre in tako učinkovite. Vendar že v 70 letih so naredili metaanalizo raziskav, kjer so ugotovili, da ste vsi zmagali in vsi si zaslužite nagrade. Kaj to pomeni? Da vse oblike psihoterapije, seveda, če gre res za psihoterapijo, ne, dosežejo visok odstotek učinkovitosti. Tako da leta 2015 vam podprav, da obstajajo majhne, če ne nične razlike med različnimi psihoterapevtskimi pristopi. Je pa res, da za kakšne zelo specifične oblike in motnje bi pa bil lahko kakšen pristop tudi bolj učinkovit. Vendar, kar je mogoče bolj pomembno, da obstajajo razlike med terapevti, se pravi, nekateri bodo dosegali boljše rezultate, nekateri slabše, v vseh oblikah terapije, tako v kognitivno-vedenjski, kot analitski, humanističnih in tako naprej. Zdaj, naslednji mit, psihoterapija je enako učinkovita kot pogovor s prijateljico na kavi. Dostikrat rečejo nekako ljudje, jaz ne rabim terapevta, jaz imam 3 kolegice, gremo na kavo, ali pa fantje rečejo, mi gremo na pir, ne, in se pogovorimo in pa je vse v redu in ni problema. Ne. Absolutno, se pravi, medosebni odnosi, suport, podpora je ključnega pomena za naše blagostanje. Ne, se pravi, je zelo, zelo pomembno. Vendar v določenih primerih pa to ne more nadomestiti profesionalne pomoči, kadar je potrebna. Ne. Zaradi različnih razlogov, ki si bomo pogledali. Se pravi,
Kaj pa je to, kar v terapiji deluje? Terapevtski delovni odnos, ki se nanaša na ta odnos v terapiji, o tem bom malo kasneje več povedal. Pomembna so upanja in pričakovanja, da terapija pomaga. Se pravi, da klienti v bistvu si želijo pomoči, da verjamejo v to, da jim bo to pomagalo, bodo veliko lažje vztrajali v terapiji, kot pa nekdo, ki je rekel, to je brez veze, nima smisla, ne bom se s tem ukvarjal. Zelo pomembna je perspektiva zunanjega opazovalca. Kaj to pomeni? Da terapevt nam pomaga videti stvari nekako z druge perspektive. Ne? Kolegica na kavi bo mogoče zelo utopljena v te težave, ki jih mi imamo in ne bo mogla dati tega uspešnega zrcala, da bi lahko pogledali nase, razumeli samega sebe. Potem zelo pomembne so nove izkušnje. V terapiji pride do nekih novih izkušenj, ki jih mogoče drugače ne bi doživel. Kaj, naprimer? Naprimer, naučimo se lahko opazovati svoje misli. Ne? Spoznati, to so te misli, ki v bistvu vplivajo na mojo tesnobo ali depresivnost. Lahko bomo v terapiji prvič prišli v stik z določenimi čustvi, ki smo jih dolga leta nazaj dali na stran, jih potlačali. Ne? Mogoče je kakšna oseba prvikrat v življenju pride v stik s tem, da je jezna in da se postavi zase. Ne? Kakšna oseba mogoče prvikrat v življenju nekako pride v stik s svojo žalostjo. Lahko je tudi izkušnja nov odnos med klientom in terapevtom. Ne? Določeni klienti mogoče prvikrat v življenju doživijo, da jih nekdo v bistvu res razume in posluša. Ne? In ker so imeli že od nekdaj občutek, da so čudni, da je nekaj narobe z njimi, da so vesoljci, tako naprej, in imajo mogoče prvikrat tak občutek. Se pravi, gre za neke nove izkušnje, ki jih dobimo v terapiji, ki so zdravilne. Obenem terapija omogoče testiranje realnosti. To pomeni, da testiramo realnost, naprimer naših prepričanj, misli. Ne? Naprimer, oseba, ki ima občutek, da jo noben ne mara, nobenemu ni mar zanjo, mogoče vidi, da to ni čisto res, ne? Da so tudi drugi ljudje tam, ki pa si želijo pomagati, ampak ona ne želi sprejeti te pomoči. In kvaliteta terapevtskega delovnega odnosa najbolj napoveduje učinkovitost in izid psihoterapije, ne glede na terapevtski pristop. Ne? Se pravi, to je eden od najbolj pomembnih dejavnikov. Kaj pa to je? Dajmo si pogledati. Ena stvar je dogovor, da se terapevt in klient strinjata o tem, kaj želita doseči in kako bosta do tega prišla. Ne? To je zelo pomembno v terapiji. Predstavljajte si, da vi pridete v terapijo in želite razrešiti neko panično motnjo in imate predstavo, da to traja, 10-15 srečanj, ne? In da se želite predvsem ukvarjati s temi simptomi. Zdaj, terapevt vas pa stalno sprašuje, o očetu in mami in o zgodnjih izkušnjah. Ne? In če tukaj se ne bosta nekako postala soglasna o tem, kam želimo, kaj delamo v terapiji, bo prišlo do motenj v terapiji. Ali pa obratno, naprimer, da klient želi v bistvu, da ga nekdo samo posluša, razume in dogovori o svoji preteklosti, mogoče terapevt ga bo pa zelo vabil v domače naloge. Če ne bosta razrešila tega, se pravi, ne boste vzpostavljali ustreznega delovnega odnosa. Druga dimenzija, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa kvaliteta odnosa. Da imamo občutek v bistvu, da nas terapevt spoštuje, da nas razume, da je tam za nas, ne, v nasprotju s tem, da imamo občutek v bistvu, da terapevt v bistvu nas zaničuje, nas, ne odobrava, se pravi, to je zelo pomembna dimenzija. Če bomo imeli občutek v bistvu, da je tudi terapevt čisto vseeno, na nek način je možno v bistvu tudi, da ne bomo dolgo časa zdržali v terapiji. Obenem pa imamo lahko super odnos s terapevtom, ful se dobro počutimo, smo nekako sproščeni, terapevt nas razume, ampak imamo občutek, da se nič ne dela v terapiji, da nikamor ne pridemo. Ne? Da zato, ker smo prišli v terapijo, enostavno se na tem sploh ne dela. Zato sta obe dve komponenti zelo pomembni, se pravi dogovor in odnos. In to velja tudi za kakšne druge odnose, če pomislimo na partnerske odnose. Ne? Pomemben odnos
in pomembno, da imamo neke skupne cilje in poti, kako bomo prišli do tega. Ne. Še nekaj mitov, preden zaključam. Če grem psihoterapevtu, to pomeni poraz v življenju. Jaz bi rekel ravno obratno, se pravi, zavedanje težav in iskanje pomoči predstavlja moč, da vidiš, da imaš težave in da obstaja pot k temu, da jih rešim. Ne? In zato je potrebna neka moč, namesto temu, da se izogibamo, ne, temu. Psihoterapevti za težave krivijo starše, to je naslednji mit, se pravi, res je, se pravi, da lahko odkrivamo, kako so se naše težave razvile v otroštvu, vendar ni namen, da bi zdaj valili krivdo v bistvu na starše ali pa pomembne druge, oziroma da bi zdaj terapevt to spodbujal. Psihoterapevt mi bo dal nasvet, kako naj živim življenje. In to je kar pogost mit, s katerim klienti pridejo na terapijo in potem enostavno sedijo in čakajo, da bo terapevt nekaj dal, da bo dal nasvet, kaj naj naredi, ne, in lahko postanejo dokaj pasivni. Ne. Spomnim se enega primera ene klientke, ki je v bistvu rekla, da je šla stran od prejšnjega terapevta, ker je prejšnji terapevt rekel, da ne prekine to zvezo nekako s svojim klientom. Ne, tako da vidimo, da so to neučinkovite strategije, da bi mi zdaj dali konkreten nasvet, kaj narediti v določeni situaciji. Naprimer, klient pride in ne ve, a se ne odloči za tega partnerja ali za drugega. Ne. In terapevt tega ne more vedeti, ampak pomaga klientu, da klient sam raziskuje v bistvu, kaj mu je pomembno, kakšna je njegova pot, da sam najde v bistvu usmeritev po tem v življenju. Ne. Če bom šel v terapijo, bo to nujno trajalo več let ali pa celo življenje. Se pravi, to ni res. Ne. Tudi kratkotrajne terapije so absolutno učinkovite in tudi trajanje je odvisno od dogovora med klientom in terapevtom. Moje težave bi se rabile rešiti v 2 mesecih, se pravi, včasih imajo pa klienti pretirana pričakovanja. Ne. Naprimer, v 2 mesecih bi rabil ratati zelo samozavesten in siguren vase, prej pa mogoče celo življenje so se ti klienti počutili v bistvu, da niso vredni, da niso sposobni in v 2 mesecih ne more se to zgoditi v terapiji običajno. Ne. Tako da, določene težave zahtevajo tudi dolgotrajno obravnavo. Ne. Če pomislimo na kliente, mogoče, ki so doživeli konstanten stres in so živeli na primer v odnosih, kjer so bili starši zlorabljajoči, alkoholiki, in so živeli stalno v eni napetosti v otroštvu, ponavadi tudi te težave zahtevajo tudi daljšo obravnavo. Evo, še par trenutkov mogoče za kakšno vprašanje, potem pa rabimo zaključiti, ne? Tako da, če kakšno vprašanje mogoče. Kako vprašanje? Ti vprašala v bistvu za terapijo za par in za delo na sebi, ali lahko to združiš? Aha. V primeru vem, da delaš tudi na sebi, ampak so neke stvari, ki jih moraš razrešiti mogoče pa sebi, pa so neke stvari, ki so za par. Ja, jaz bi rekel tako. Ja, se pravi, seveda tudi partnerska terapija bo vabila posameznika, da bo pogledal vase, da bo odkrival sebe, tako da tudi v partnerski terapiji na nek način poteka to delo na sebi, individualno delo. Je pa včasih tako, da določeni problemi jih ni možno razrešiti samo v partnerski terapiji. Ne rab določen posameznik potem dodatno še individualno terapijo. Tako da v bistvu so določeni klienti, ki hodijo v individualno terapijo in potem imajo še partnersko. Ne, naprimer, da je nekdo doživel neko hudo travmo v zgodnjem otroštvu, ki zelo vpliva tudi na partnerski odnos, ne, in en del se bo lahko razrešil v partnerskem odnosu, en del pa morda zahteva v bistvu še individualno delo. Prosim? Ja? Mene pa zanima mogoče nakratko, kakšne so vaše izkušnje z osebnostno motnjo, ki se pa nas bolnišnično nezdravo praviloma glede na specifiko takih ljudi, glede na
njihovo vedenjske mote, pa imaš potrpljenje še kakšne odvisnosti. Pa glede na to, da je to pri nas še ni čisto zakonsko, sem dobila upanje, ker ste rekel, da se te stvari zdaj postavljajo na novo. Ja, sigurno v bistvu je mejna osebnostna motnja eden največjih zalogajev na splošno, v bistvu, kako delati s tem. Ampak so določeni terapevti, ki so bolj specializirani za osebnostne motnje, naprimer, ki tudi delajo, se pravi, z mejno osebnostno motnjo. Je pa to tako, da vedno je fajn gledati to na kontinuumu. Se pravi, nekdo ima lahko neke poteze mejne osebnostne motnje ali pa blažjo obliko, ker lahko normalno funkcionira, se pravi, v življenju. In določeni klienti, pacienti, ki pa imajo v bistvu res izražene te oblike in v bistvu se kaže v suicidalnih poskusih, se pravi, in rezanju in disociativnih izkušnjah, se pravi, je pa zelo pomembno, da so obravnavani, se pravi tudi v zdravstvenem sistemu, naprimer, včasih v bolnici, tako da. Ja, to je pa problem nasplošno, da žal, kar se tiče psihoterapije, morajo biti ljudje visoko motivirani oziroma morajo imeti neko motivacijo. In seveda lahko na začetku, če klient noče, kako bi rekel, obstajajo neki načini motivacijskega intervjuja in tako, da ga probamo spodbuditi, da gre v terapijo, vendar mora nekako vseeno to priti iz klienta, da želi nekaj narediti. Ker dostikrat imajo svojci potem težave z osebo, ki ima osebnostne motnje. In oni bi želeli, da oseba nekaj naredi, vendar mogoče je včasih težava, ker klient ne želi tega. In dostikrat imajo klienti občutek, da tega ne rabijo, da so oni zdravi in tako. Še kakšno vprašanje? Kar? Vprašati sam, kako je že pri prejšnjih predavanjih je bilo vprašanje, dostopnost psihoterapije. To precej težko je priti prek zdravnikov do tega, prek napotnice, skoraj nemogoče. Pa včasih ni bilo mogoče dovolj že sam en tak pogovor, ne vem, koliko je to praksa, za samo potrditev, da mogoče pa le ni tako grozen, da mogoče prav razmišljaš, ker verjetno, če si kakor tako normalen, tudi dvomiš kdaj svoje razmišljanje in tako. In bi mogoče že to dostikrat pomagalo, da se ne vrtiš v krogu. Jaz bi rekel, da sigurno so kolegi, psihiatri, klinični psihologi, ki si vzamejo tudi ta čas, da se pogovorijo. Je pa res, da je v bistvu relativno težko priti do psihoterapije, sploh jaz bi rekel redne psihoterapije, da bi imeli enkrat na teden obravnavo. Tako da jaz upam, da bo v prihodnosti to bolj dostopno, da bo več tudi te možnosti, da bo to potekati prek zdravstvenega zavarovanja, da ne bo treba toliko plačevati in tako, in da bodo se stvari uredile, nekako tako terapija v zdravstvenem sistemu kot izven zdravstvenega sistema, da bodo v bistvu porabniki dobro obveščeni, kdo je ustrezno v bistvu zaključil usposabljanje, kako poteka, tako da to je moja želja. Ja? Kdaj pa posamezni ve oziroma se odloči, zdaj je pa čas za terapijo? Kje je tista meja oziroma? Ja. Zdaj, ta meja je lahko pri posameznih različna. Se pravi, pri nekaterih bodo čakali, dokler ne bo res prišlo do krize, ko enostavno ima občutek, da ne zdržijo več. Se pravi, da pa želijo nekaj spremeniti. Nekdo po nekem hudem paničnem napadu reče, zdaj pa dosti, zdaj pa rabam. Ali pa žena je skoraj odšla, spakirala, zdaj pa rabam to partnersko terapijo. Zdaj nekateri so pa senzitivni, pa tudi prej se odločijo. Se pravi, imajo neke težave in bi radi boljš funkcionirali. Se pravi, da vse več, jaz imam tak občutek, tako v ljubljanskem koncu, zdaj ne vem kako je drugod, se ljudje želijo, se pravi, neko spremembo narediti v življenju in včasih ni nujno, da imajo neke simptome, duševno motnjo, kakorkoli. Ampak se znajdejo v situaciji, ko imajo občutek, da ne vejo več, kako naprej v življenju,
kaj početi, kaj je smisel vsega, ne, in se začnejo nekako obračati k sebi in takrat poiščejo tudi, na primer, psihoterapevtsko pomoč lahko. Mogoče še jaz eno vprašanje. V primeru nasilja v družini, kaj priporočate? Ne? Ja, se pravi, v primeru nasilja, če je nasilje aktualno, potem tu ni za pravo psihoterapijo. Ne? Se pravi, je pomembno v bistvu delati bolj na, kako bi rekel, kako se oseba lahko zaščiti, se pravi, bolj support, v bistvu svetovanje, kot pa v bistvu neka globinska oblika psihoterapije, ne? Ker, ne vem, lahko v bistvu mogoče kakšne bolj kognitivno-vedenjske tehnike pridejo v poštev, absolutno, ne pa toliko neke globinske oblike, ker oseba doživlja to še vedno tukaj in zdaj, se pravi v nasilju, ne, se pravi gre bolj za to, kako opolnomočiti osebo, da bo naredila ustrezne korake, spremembe v tem smislu. Ne. Ja, se pravi, terapija ne bo rešila nasilja. Absolutno ne. Se pravi, so aktualni problemi, ki jih je treba v bistvu reševati, da oseba, ne, tako da. Prej ste omenjali, kako bi bilo dobro imeti te tedenske seanse psihoterapije. Koliko je pa neka okvirna cena enega srečanja? Ja, ta okvirna cena je na trgu zelo različna. Ne? Se pravi, imamo od 30 evrov do 70 evrov, do 80 evrov, tako malo odvisno, se pravi od, kako bi rekel, od usposobljenosti izobrazbe terapevta. Tako da, ne? Ker vemo, naprimer, terapevti so lahko bodisi tisti, ki so certificirani že s certifikatom, ali pa so tisti, v bistvu, ki delajo pod supervizijo in se usposabljajo. Naprimer, ponavadi imajo oni tudi nižje cene. Ne? Tako da, tudi neka stvar, v bistvu, ki je dosti individualna na nek način. Ne? Ampak jaz bi rekel, tam poprečno nek certificiran terapevt, tam okoli 50 evrov, se mi zdi, da pride, ne vem. Smisel imeti za kakšne testne vožnje? Prosim, za testne vožnje. Ja, lejte, jaz mislim, da je to tako, da je v redu. Jaz dostikrat rečem klientom, bova naredila v bistvu nek začetni dogovor za tok srečanj in potem vidite, kako vam je, kako se počute tukaj z mano, da klient vidi v bistvu, ali bi mu to lahko pomagalo ali ne. In tudi jaz lahko presodam v bistvu. Na začetku včasih tudi ne moramo čisto vedeti, ne? Nekako, a smo tudi mi ta pravi, čeprav imamo toliko znanja in tako naprej. Tako da v bistvu ne, se lahko naredi, naprimer, določeno število srečanj in se potem vidi, kako naprej. In ok, je tudi povedati, kaj pričakujete od terapije, kaj želite, tudi lahko poprašati terapevta, katere smeri je, o usposobljenosti, se pravi, to čisto ok poprašati, ne, da dobite to informacijo. Če ni več vprašanj, se zahvaljujem. Ja, hvala.